Dobrodošle na našem prvem video klepetu. Zelo smo veseli, da lahko kot prvo, se pravi uvodno gostjo, med nami pozdravljamo pronicljivo, srčno damo, ki jo poznamo kot odlično voditeljico zabavnih oddaj na televiziji Slovenija. Pred kamero ste nastopali zelo suvereno, kako naj rečem, zadovoljno, čeprav je istočasno v vašem življenju zasebnem ni bilo vse tako rožnato, ampak to se na Saši ni poznalo. Lahko bi rekla, da vas je celo nekako ubrusilo kot biser. Postali ste komunikacijska trenerka in licencirana mentorica uspešnosti. Naj povemo to, da bo Saša z nami, da bo gostja na večeru v živo 18. aprila 2019 ob 18. v Mariborski unionski dvorani, kjer bo govorila o zlatih pravilih komunikacije, pa malo o osebnostni rasti, tako da zabeležite si ta termin v svoje koledarčke, da vam potem ne bo žal. Karte pa dobite v prizidku večera in na Eventivu. Saša, rekla sem, da ste imeli eno tako težko življenjsko izkušnjo, ki bi marsikoga ohromila, vas ni. No, a ni zanimivo, tako, kar razmišljam, ko rečete težka življenjska izkušnja, Ja. Se mi danes zdi, saj ni bilo tako grozno, kaj pa je bilo tako težkega. Ampak to razmišljam na tak način danes, ko je že 10 in več let od tega, ampak takrat, ko se nam pa nekaj dogaja, kar je težko, je pa res težko. Kako se v bistvu dojemanje teh stvari, ki jih dajemo v življenju skozi, kako se to spreminja tudi, ne? In ja, je bilo težko, ampak v bistvu pa se mi zdi danes, kot da sem rabila eno tako izkušnjo nečesa, zato da se zavem pravzaprav sploh vrednosti življenja, tega, kako je to dar pravzaprav, kako je to življenje ena stvar, s katero moramo lepo ravnati. Predvsem namigujem na to, da velikokrat ne ravnamo lepo sami s seboj. In nas potem malo življenje s kakšnimi stvarmi prisili v neko delo na sebi, v razmislek o svojem načinu razmišljanja in predvsem o svojem odnosu do sebe. No in to se mi zdi, da se je zgodilo tudi z mano in sem zelo hvaležna za te izkušnje, zato ker me je res obogatilo, no, tako kot ste lepo rekli, obrusla, tako, res velikrat nas te izkušnje, no, naredijo boljše, modrejše, bolj mogoče tudi sočutne do drugih, bolj razumevajoče do drugih ljudi. Zato ker, če sem pa tudi kaj se naučila, je pa to, da skoraj nihče, ali pa ga ne poznam, da bi ves čas mu bilo samo lepo, da vsi imamo svoje zgodbe, eni takšne, drugi drugačne, je pa vsaka zgodba za tistega, ki jo doživlja v tistem trenutku, težka in najtežja. Pravzaprav ste vi potem ostali sama s 5 otroki. Kako je v bistvu vzgajati iz 2 gnezdic otroke? Ravno to, da nikoli nisem razmišljala o tem, da so otroci iz 2 gnezd. Zame so vedno bili iz enega gnezda in tudi otroci med sabo nikoli niso imeli tega občutka, da so kaj drugačni ali pa da so različni, zato ker imajo pač 2 različna očeta. In nikoli ne bom pozabila enega dogodka, ko je enkrat prišla hčera, najstarejša, zdaj je 24 let, že stara, bila je še v osnovni šoli in je prišla domov, jezna in sem rekla, kaj pa je. Prav, veš, ena moja sošolka me je vprašala, kako je pa kaj tvoj polbrat. In sem ji povedala, da jaz nimam nobenega polbrata, da jaz imam brata, ki ga imam rada kot celega in on je cel in ni pol in da nikoli več naj ne reče kaj takega. In meni je bilo tako lepo, ko je ona to rekla in ko sem čutila res in sploh zdaj tudi, ko vidim to ljubezen med njimi, to se mi zdi, da je nekaj
kar je najlepše. Ne vem, če še kaj lepšega lahko doživiš v zvezi z otroki in družino, kot to, da vidiš, da se imajo radi med sabo, da se skregajo in se stepajo in vse, ker so normalni otroci, ampak da imajo to povezanost. Naravno, to sem vas hotela vprašati. Kaj si kot mama želite, kako svet pustiti na svojih otrocih? Predvsem je zelo pomembna stvar, na katero zelo pazim, da jim nekako dam ta občutek odgovornosti. Odgovornosti za to, kaj se jim v življenju dogaja. In da ne kaže, tršica je kriva, da imam, ne vem, cvek, saj dobro, nimajo cvekov, hvala Bogu, ampak če že se zgodi, kaj je tacga, da ni kriva tršica, da ni kriv sistem, da ni krivo nič, ampak da je vsak za to, kar se nam dogaja, soodgovoren. In jim rečem, glej, a si se učila dovolj, a si se učila za 5? Ne. Torej ni kriva učiteljica, ampak si se ti odločila, da ne boš se naučila za 5. Torej, to sprejemanje odgovornosti, ker vidim, zdaj delam veliko delavnic po podjetjih in vidim, kako veliko ljudi, ki so zaposleni v podjetjih, čakajo, da bo nekdo jih ne ravno v srečo, ampak da za vse, kar gre narobe, je kriv ali šef, ali ne vem, nadrejeni je tak, ali podrejeni so taki, nimajo pojma. Skratka, ves čas nekdo na nekoga prelaga odgovornost. In tudi v odnosih velikrat, sploh ženske, zelo rade čakamo, da bo prišel in ne bo v srečo. Ne bo prišel in ne bo te v srečo. Mogoče za 1 leto. Potem pa je treba vzeti to odgovornost v svoje roke. In to je eno tako zelo osnovna stvar, ki jo želim predati otrokom. Želim pa in seveda tudi to, da tudi za to srečo neko, da ni zunanjih stvari, da je to v njih in da se oni odločajo, kakšne volje bodo, kako se bodo odzivali na stvari. Skratka, predvsem vidim, da mi ta odgovornost je nekako najbolj pomembna. Bi pa lahko rekli, oziroma to me bo zdaj zanimalo, vsi bi radi živeli neko zavestno življenje, bili bolj prisotni v življenju, sodelovali aktivno pri ustvarjanju lepšega življenja. Vsi to, oziroma radi bi imeli lepo življenje, vsi bi to radi imeli. Nekako pa ne sprejmemo odgovornosti, ne stopimo iz cone udobja, kaj je tisti moment, ko nas potisne, da pa začnemo živeti tako, kot bi želeli. Vi to živite. Ja, jaz rada rečem, da tako lepo, kot zdaj živim, nisem še nikdar. Ampak res je. In jaz na delavnicah vedno vprašam, kdo bi rad bil bolj uspešen kot je. In seveda vsi dvignejo roko. Ampak, ko pa je treba nekaj narediti v smeri tega uspeha, potem je pa že 1000 izgovorov. In potem se nam pa ne da več iz te cone udobja, kot rečete. In največkrat so stvari, ki nas potisnejo iz cone udobja, ravno to, kar se je zgodilo. Tudi meni se nisem nobena izjema. Ločitev, smrt v družini, izguba službe, potem bolezen, te 4 stvari so najbolj tipični dejavniki, če rečemo pa triggerji, ki nas tisnejo iz cone udobja. In jaz velikokrat slišim koga, ki je zbolel in reče, veš, to je bila najboljša stvar, ki se mi je zgodila. Zato, ker nas to prisili, da naredimo nek korak, ki ga sicer ne bi. In bi kar čakali, da mogoče se pa kar samo od sebe kaj zgodilo in bojo stvari lepše in boljše, ampak stvari se ne zgodijo. Sploh, zgodijo se da je vedno slabše. Ampak te dobre stvari se pa ne zgodijo same od sebe, če vedno počnemo in razmišljamo na en in isti način. To je recimo Einstein tako dobro rekel. Noro bi bilo pričakovati drugačen rezultat, če stvar počneš na vedno en in isti način. Ne morem biti srečna, če vedno delam iste stvari, če vedno izbiram enake partnerje,
ne bo potem naslednji drugačen, če zbiram enake. Ne, moram nekaj spremeniti, potem pa bo partner drugačen. Tako. Kaj bi potem lahko rekli, kaj je tisti moment, ki, če potegneva nekako po črtam, ki srečnega, uspešnega človeka loči od tistega, ki to ni? Način razmišljanja in dojemanja. Ena zelo ključna stvar. Ja. Če jaz rečem, kaj opazite? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Vsi rečejo, ja, opazili smo, da ena številka manjka. Naš je naučen, natreniran na to, da vidimo stvari, ki manjkajo, ki niso dovolj dobre, ki jih je treba pospraviti, popraviti, zrihtati. In ko mi ves čas, je naš osredotočen, tole ni v redu, tole ni v redu, 5 kil preveč, moram k frizerju, nisem v redu, mož je tak, otroci to, hiša ni pospravljena, ko smo osredotočeni sem na te stvari, potem seveda ne moreš biti srečen, ker si nesrečen, ker vidiš samo to, kaj je narobe. Sem taka, sem nesposobna, nisem dosti lepa, nisem dosti pametna. Ne moreš biti uspešen, zadovoljen in srečen, če si osredotočen na to, česar nimaš, na pomanjkanje, nimam dosti denarja, pa smo pa še faušljivi, zakaj ima pa lega, kakšen je. Človek, ki je lahko recimo v enakih okoliščinah kot tak je nezadovoljen, pa ima vse okoliščine enake, ampak je osredotočen na to, kar pa ima in kar pa je, ker mi vendarle imamo hiše, stanovanja, velika večina od nas, imamo svojo posteljo toplo, imamo svoj pavštrček, imamo svoj kovtar, imamo vodo, ki jo lahko pijemo, ne samo da teče, je topla, je mrzla, imamo zrak, ki je še vedno dovolj čist, da ne rabimo nositi mask. Imamo toliko enih stvari, ki so nam popolnoma samoumevne, in ko bi imeli svoj fokus, ta osredotočenost našega uma, ko bi bila v te stvari, potem je človek lahko srečen, kaj vse imam. In kljub temu, da imaš 5 kil preveč, ali pa nimaš novega avta, ali pa nekaj, kar te dela nesrečnega, je kljub temu zavedanje tega, kaj vse mi imamo, toliko večje, da si lahko srečen. Ne glede na to, da nimaš novega avta. Ker roko na srce, ko si kupiš nov avto, ali pa nove čevlje, ali pa torbico, si srečen koliko časa? Par dni, ne vem. Ja, par dni. Zato, ker te stvari zunaj nas ne morejo prinesti enega dolgotrajnega občutka zadovoljstva pa sreče. In zato je v bistvu to zadovoljstvo in občutek uspeha spet moja odločitev. In spet kdo je odgovoren? Je bela cesta. Jaz? Ja. Kar je težko, ne? Ljudje rajš takole malo naredimo, unje. Prelagamo, ne? Ja. Zdaj ste mi dali tudi super istočnico za naslednje vprašanje. Zdaj pa samo tisti, ki naju ne spremljate od začetka, ki ste se pridružili v najnemu klepetu v tem momentu. Torej, gostimo Sašo Einzidler, komunikacijsko trenerko in licencirano mentorico uspešnosti na širšem področju osebnostne rasti. Z nami bo na večeru v živo 18. aprila 2019 ob 18. v Unionski dvorani v Mariboru. Z njo bo tudi Aleš Lisac, marketinški guru. Nastopila pa bosta na dogodku pod naslovom Trening zmagovalcev. Saša, zagotovite si torej vstopnice za ta aprilski dogodek, da vam potem ne bo žal. Saša, dotaknili smo se hvaležnosti, ne? Pa me zanima, vse ste že povedali, da je hvaležnost en zelo pomemben moment, če želimo naše življenje spremeniti, če želimo živeti kakovostno in se pravi tudi srečno. Kaj bi rekli? Ja, ker spet
Če se navežem, če sem jaz osredotočena na vse, kaj je narobe v mojem življenju, potem seveda sem na tej svoji notranji čustveni lestvici zelo nizko. In jaz se velikokrat tako pohecam, pa tako malo bolj tehnično, plastično poskušam razložiti. Če jaz hočem poslušati en radio, ima radio Maribor, recimo, in je na frekvenci 90, potem ne morem hkrati poslušati radia, kjer je še kaj v tehle koncih, ta novega večerovga radija, ki mogoče bo, ki je pa na frekvenci, 150. Ja. In jaz bi rada poslušala to na 150, ampak če imam pržgano tole frekvenco, ne morem hkrati poslušati tistega, ki je na drugi. In zdaj seveda, če je hvaležnost zelo visoko na tej lestvici, so tam te lepe stvari. Tukaj je ta ljubezen, tukaj je to, da cenimo stvari, da cenimo življenje, da se zavedamo tega, da imamo dar, da življenje samo je že tak dar, da bi že samo zaradi tega dejstva lahko zjutraj se zbudilo, glej, še imam življenje. In ko delujemo in razmišljamo na teh 150, recimo v frekvencah, takrat tam so te lepe stvari, ko srečujemo fajn ljudi, ko imamo dobre posle, recimo, če smo podjetniki, ko vsi plačujejo naše račune, ko jih izstavljamo, ko imamo lepa partnerstva, ko smo zadovoljni sami sabo, ko smo zdravi, ko si lahko gremo kupiti kakšno lepo obleko, gremo na potovanje, skratka, te lepe stvari, ki si jih v bistvu večina želi. Ampak, če smo osredotočeni, pa torej poslušamo radio na frekvenci 50, recimo, tam pa ni teh lepih stvari, tam so pa težave, pa vedno gneča na cesti, pa nikoli ne dobim parkirnega prostora, če zdaj malo banaliziram, ali pa so taka partnerstva, ki me ne osrečujejo, ki me delajo sam še bolj nesrečne, skratka, tiste stvari, ki jih pa nočem. In zato je to cenjenje in zavedanje daru življenja tako pomembno, ker nas dviguje čisto na eno drugo raven. In tudi, ko sem jaz v tej pozi cenjenja in hvaležnosti, ko se v službi zgodi ena neprijetna stvar, to ni konec sveta. Jaz sem nad tem nekim malim problemom, ki se bo itak rešil, pa kaj, 2 dni smo malo živčni, v službi, ampak saj zaradi tega ni konec sveta. In jaz ne bom umrl, če naredim eno napako v službi, ali pa če se ločam, ni konec sveta. Ravno to me zdaj zanima. Super se dopolnjujeva, mislim, sva usklajeni miselno, mentalno, ker sem hotela ravno to vprašati. Veliko ljudi si verjetno napačno, zdaj boste to vi meni povedali, predstavlja, da neko tako izpolnjeno življenje pomeni življenje brez težav. Ampak vi ste že zelo lepo to nakazali, kaj to pomeni. V bistvu je tako, da recimo v nekem hipu, zdaj ko jaz že toliko let treniram svoj da vidim lepe stvari, da se mi dogaja res super, da sem si uredila in odnose in z bivšima partnerjama in imam krasnega partnerja zdaj in čudovit odnos tak, da sploh nisem si nikoli mislila, da se mi lahko to zgodi in sem neskončno hvaležna in imam super otroke in imam svoje podjetje in delam v življenju to, kar rada delam, imam delavnice in zaslužim dovolj, da lahko otroke peljem na počitnice, na potovanja gremo in imam lepo hišo v naravi, skratka. Ampak še vedno se mi pa zgodi, da mi pride nasprot kakšna težava. In zdaj, od mene je odvisno, kako bom jaz zdaj to težavo videla. In ugotovila sem, da ko pride kakšna težava, da je lahko težava in me spravi spet mogoče nekam v tej moji notranji lestvici, nekam, kjer nočem biti. Ali pa rečem, kaj mi zdaj ta težava sporoča?
aha, tega nočem, kaj pa hočem. Težave, ki se pojavljajo, so v bistvu kontrast tistega, kar si želim, in je torej samo en pripomoček, da jaz lažje ugotovim, aha, kaj si pa želim. Torej, če to zame težava in si je ne želim, kaj pa je tisto, kar si želim, in spet je čist preprosto, v bistvu, mislim, se sliši se bolj preprosto, kot potem v resnici je, ampak da svoj fokus, svojo pozornost obrnem iz te težave v tisto, kar želim, v rešitev. In ne tarnam 5 let v neki težavi in jaz sem Boga žrtev, Boga nemočna, ker tam ni rešitve. Tako da težave, ko pridejo, so lahko težave ali pa niso težave. Ne vem, če sem odgovorila. Ja, jaz mislim, da to je super odgovor. Saša, se pravi, da drugi ljudje, oziroma koliko so zdaj pomembna mnenja drugih ljudi za kakovost našega življenja? Ja, prav čisto nič v resnici. Ja. Ampak mi preveč dovolimo, da ta mnenja drugih vplivajo na nas. Ta vzorec, kaj si bodo pa drugi mislili, kaj bodo pa drugi ljudje rekli, je ne samo med Slovenci, ampak tako med ljudmi tudi vidim, da drugod po svetu, ko grem, zelo, zelo močen. In kolikrat mi nečesa ne naredimo, zato ker nas je strah, kaj bodo rekli drugi. Kolikrat naredimo nekaj, česar ne bi in si ne želimo, zato da ne bomo izpadli grdi, nesramni. Kolikrat ne rečemo ne in gremo v svojo škodo, zato da ne bodo si drugi nekaj mislili o nas. In jaz sama sem imela zelo močen ta vzorec, zelo močen. In sem imela zelo dobro šolo, da sem se začela malo znebivati, ker je to daljši postopek tega vzorca. Ko sem enkrat prišla domov iz enotedenskih počitnic, prvič odkar imam otroke, sem takrat šla na počitnice brez otrok za en teden. In ko sem prišla domov, zagledam sebe na naslovnici in naslov je bil, ali je Saša Einzitler res slaba mama. In seveda to je nekaj, kar je šlo direkt in naravnost meni v srce in v mojo največjo vrednoto, to je moja družina, moji otroci. In me je zadel tako močno, da sem mislila, da bom kar omedlela od hudega, kaj? Potem seveda sem listala v revijo in sem videla, da vse skupaj nič, ampak naslov me je pa zelo prizadel. In res sem začutila, kako sem začela razmišljati, kaj si bodo ljudje zdaj mislili, kakšna mama sem jaz, pa kaj si bodo mislili, da sem zdaj pa slaba mama. Potem je pa ena prijateljica, ki sem ji tarnala, rekla, Saša, kaj ti misliš, kakšna mama si ti? Sem rekla, meni se zdi, da sem jaz dobra mama. No, veš, meni se tudi zdi, da si dobra mama. Kaj pa ti misliš, kaj pa tvoja starša mislita, kakšna mama si? Sem rekla, ja, moja starša vesta, da sem jaz dobra mama. No. Prav, torej mi, ki smo okrog tebe, ki smo pomembni, vzate v tvojem življenju, vemo, kakšna mama si ti. Vemo, kakšna si. In kaj potem, če nekdo, ki ga sploh ne poznaš, misli drugače, kaj to, kakorkoli sploh vpliva na te? Ne vem, ne vpliva, no torej. Ampak to je zelo zahrbten in zakoreninjen vzorec, ker smo vsi radi všečni, Ja, narava, in v bistvu, manj ko se obremenjujemo s tem, kaj si drugi mislijo, bolj smo neugodni za okolico. Bolj smo neugodni za okolico, ker se ji ne pustimo več. In okolici to ne všeč. Okolica ima rada vpliv na nas. Tako, da vodi, oblikuje svoje. Ja. Saša, no zdaj, vi ste tudi, pa v bistvu to je tudi nadaljevanje tega, kar smo zdaj govorili, ste komunikacijska trenerka, pa me zanima,
Kako pomembna pa je komunikacija za kakovost našega življenja? Ja, zelo. V bistvu najbolj pomembna komunikacija, ki ima direktno povezavo s kakovostjo našega življenja. In prva in osnovna stvar je komunikacija, ki jo imamo sami s sabo. To je osnova vsega, kar se nam dogaja v življenju. In tako zanimivo, da potem, ko sem nehala z delom na televiziji, pa ko sem že trenirala ljudi z javnega nastopanja in tako naprej, in sem se potem že to malo naveličala, pa sem se podala v te bolj vode, osebne rasti in tako, in sem nekaj, ne bom s to komunikacijo se več ukvarjala. A glej ga zlomka, v bistvu sem, ker sem naredila ta krog, spet prišla nazaj na komunikacijo in tukaj sem spet, ker to je osnova vsega. Ja. Se pravi, če so kratki stiki oziroma šumi v komunikaciji samim sabo, imam šume tudi z okolico. Tako. In spet sem gre odgovornosti zopet na meni. Vse se vse pri tem začne in konča. Tako. Ja. Zdaj se pa najm pogovor izteka počasi, škoda. Ja, pa vas povabim in povabiva na druženje v živo. Tako. Ravno na tem druženju v živo sem razmišljala, da bom govorila v bistvu o tej naši komunikaciji prvi, ki jo imamo sami sabo, da vam bom povedala majčkeno več tudi o tem, da smo ljudje različni, da se različno odzivamo in da lahko v bistvu ljudi, če zelo na grobo rečem, na 4 različne tipe razdelimo. In če majčkeno vemo, kakšen tip je kdo od teh, ki nas obkrožajo, nam je bistveno lažje komunicirati, bistveno lažje jim je povedati kakšne stvari, bistveno lažje je to razumevanje med nami. Jaz sem prav konkretno analizo naredila svojim starejšim 3 otrokom. In čeprav sem njihova mama in sem z njimi od rojstva in jih poznam kot lasten žep, mi je ravno to znanje in vedenje, da vendarle pa smo različni ljudje, odprlo še ena nova spoznanja. A ja, seveda, zato ima hčera pospravljeno sobo vedno, vse svinčnike zložene, v razpredelnicah vse tako zelo pošlihtano, sin razmetano mizo do konca, vse papirje, kako imaš lahko tako, kako? In moje vprašanje, a res sem tako različno jo vzgajala? Ne, nisem, ampak ona dva sta različna. No? In o tem malo, zato ker je zelo koristno in zelo konkretno. Super. Se pravi, se vidimo 18. aprila ob 18. na večeru v živo, na treningu zmagovalcev Sašo Einzider in Alešem Liscem. Več o dogodkih večer v živo si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.vcer.com/večer v živo. Hvala, Saša, srečno in z veselim. Tako, in se kmalu vidimo. Srečno. Adijo. Adijo.